Spoštovani gospod minister, spoštovani novinarji, torej z novim ministrom sva pravkar opravila primopredajo. Mislim, da je gospod minister lahko povprašal oziroma izvedel vse, kar si je v tem trenutku zaželel. Seveda je tisto širše ali pa bolj obširno poročilo pred njim. To poročilo bodo podali strokovni sodelavci v današnjem popoldanskem dnevu. Moram reči, da je bila primopredaja izjemno korektna, taka kot mora biti na nivoju dveh ministrov. Sicer pa sem gospodu ministru zaželel to, kot sem včeraj tudi javno povedal, da upam in želim in verjamem, da bo dobro skrbel za Slovensko vojsko, da bo dobro skrbel za obrambni sistem. Povedal sem mu tudi, da je žal tukaj rezerv že izjemno malo oziroma jih praktično ni več, glede na to, kako se je obrambni proračun pravzaprav že od leta 2008 do danes rezal. Pojasnil sem mu tudi mojo izjavo glede mirovništva, tista včerajšnja je bila malce iz konteksta izrezana, ampak ne glede na to, tako da jaz se na koncu vam, spoštovani novinarji, najlepše zahvaljujem za vaše sodelovanje v tem letu. Mislim, da je bilo tudi naše sodelovanje na tem komunikacijskem področju izjemno korektno. Torej, še enkrat hvala za vaše sodelovanje, ministru hvala za korekten prevzem in seveda mu želim v njegovem delu za dobro Slovenske vojske, za dobro obrambnega sistema, za reputacijo in prepoznavanje Slovenije v tujini vse dobro in veliko uspeha. Lep pozdrav tudi z moje strani. Naj mi bo dovoljeno najprej se seveda zahvaliti ministru Hojsu, kot sem rekel, enkrat minister, vedno minister. Mislim, da je seveda treba pohvaliti njegovo delo v zadnjem letu. Začel ali pa nadaljeval je kar nekaj procesov reorganizacije, uspel kljub seveda zmanjšanju finančnih sredstev zagotoviti denarja toliko, da je zagotavljal seveda obrambno in varnostno sposobnost te države in seveda zagotavljal tudi udeležbo naših deklet in fantov na mirovnih operacijah v tujini. Naj povem, da sva imela v resnici oziroma potrdim, da sva imela zelo korekten, zelo dober, poglobljen primopredajni razgovor, kjer sva se dotaknila v resnici vseh vprašanj, ki se jih seveda jaz kot minister sem se moral dotakniti, se pravi od same politike do same seveda kadrovske politike, če hočete, politike, ki zadeva seveda funkcioniranje tega organa. Seznanil sem se oziroma spoznal seveda tudi z sodelavkami in sodelavci, z njimi bomo imeli poglobljen razgovor danes popoldne po seji vlade, prav tako je moj prvi načrt obisk generalštaba Slovenske vojske in potem seveda tudi Uprave Republike Slovenije za civilno zaščito in seveda nadaljnji korak pa je iti do vrhovnega poveljnika, predsednika države in tudi z njim opraviti razgovor in pogledati njegovo videnje. Na to ministrstvo seveda prihajam dobronamerno, to sem tudi povedal. Moja zgodovina je pač moja zgodovina, mogoče so v njej tudi kakšne prednosti, ne samo slabosti, o katerih so včeraj poskušali v državnem zboru pač zmanjšati pomen in mojo vlogo kot resornega ministra. Dal bom pa seveda vse od sebe, da bom to, kar sem rekel, nisem zagovornik revolucije, ampak evolucije, želim nadgraditi tisto, kar je predhodni minister in ministrica v bistvu začela, skupaj seveda z strokovno ekipo znotraj Ministrstva za obrambo, na katero seveda polagam zelo velike upe, da bojo seveda mi pomagali, da bomo ta sistem ohranili tak, kot mora biti.